sem, pozdravljeni spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem se odločila posneti en tak Get Ready With Me video, kjer sem vas tudi vključila zraven, ker sem sešla ta Assumptions About Me tag, oziroma predpostavke o meni. Na Instagramu sem vam postavila vprašanje, da mi napišite vaše predpostavke, kaj si mislite o meni, in sem jih v tem videu ovrgla oziroma sprejela. Tako da, če te zanima, kako je nastal tale make-up, ali pa če te zanima karkoli novega o meni, glej video naprej. Preden bom začela, si bom sam lase dala v čop. Gremo takoj na make-up, ker bo po mojem majčkeno dlje trajal. Sploh zato, ker imam, koliko jih je? 1, 2, 3, 10... Zaenkrat 13 jih imam prav napisane tukaj na listku. Predpostavke, ki ste mi jih v bistvu vi napisali na Instagramu. Tako da, najprej si bom dala samo malo primerja, preden bom začela s pudrom, oziroma bom danes kar z očmi začela, zaradi tega, da ne bo vse dol popadalo, ker imam v planu uporabiti en pigment. Tako da bom videla, s čem bom začela. V glavnem najprej pa seveda na vrsti primer. Tale je od Erboriana Pink Perfect Cream, ki v bistvu hidrira kožo in pa zafila pore, da zgleda koža majčkeno bolj gladka. Ok, začela bom z bazo za oči, tale je od P. Louise 02. In jo bom v bistvu danes nanesla majčkeno drugače kot ponavadi. Takole s čopičem in direktno na oči. Pa jo bom pa v bistvu zabrisala z gobico. Ok, gremo kar takoj na prvo predpostavko, samo da jaz tule vidim. Si zelo organizirana in želiš imeti vse tipi-topi v življenju. Ja, jaz bi rekla, da je ta predpostavka kar resnična, oziroma da je kar velja zame. Sem bila včasih veliko bolj, pa ne obsedena, ampak ne vem, kako naj temu drugače rečem, ful sem hvala imeti vse tipi-topi zrihtan, splaniran naprej po en teden, ampak to so bile take stvari, ki niso rabile biti en teden vnaprej splanirane, oziroma ne, da niso rabile biti, ampak meni se je zdelo, da v tistem trenutku, če ne bom pač imela za en teden vnaprej splaniran, da me bo konc, da bo konc sveta, ampak realno gledano ni bilo, vse se je lepo poklopil. Klemen me je ful navadil oziroma naučil, da moram za določene stvari v življenju pač biti malo bolj spontana, in odkar imam svoj avto in svoj izpit za avto in vse to, je veliko lažji, ampak včasih pač, če sem recimo v osnovni ali pa v srednji hotela, ne vem, v petek zvečer iti ven, sem se jaz mogla že v torek, sredo nekje zmeniti za vse to, ker je bilo treba se zmeniti, kje bom prespala, ker pač nisem iz Ljubljane. Potem sem mogla splanirati, kaj bom imela oblečen, ker sem mogla že v četrtek zvečer si vse naštimati in v petek zjutri sabo v Ljubljano odnesti. Tako da to so bile take stvari, no, drugače pa, kar se pa zdaj tiče, sem pa tako, kar se tiče službe, pa takih poslovnih zadev, absolutno sem organizirana in hočem imeti vse tipi-topi. V privat življenju sem pa majčkeno bolj spontana, oziroma me Klemen še vedno uči te spontanosti. Mama pa sicer oba rada splanirane take dolgoročne cilje, bi jaz temu rekla. Tako, ne, ni nujno, da bi recimo imela zdaj splaniran že kaj točno bova v soboto počela, ampak ne vem, za določena potovanja ali pa ne vem, čez 5 let kaj približno bi želela imeti, oziroma ne vem, če hočeva imeti hišo, stanovanje, če hočeva menjati avto, take stvari je pač treba planirati, ker če ne drugega so že dost velik finančni zalogaj in pač ne gre iz danes na jutri, tako da ja. Zdaj pa vidim, da bo tole zelo dolg trajal. Vzela bom tele dve barve iz paletke Modern Renaissance od Anastasia Beverly Hills, take klasične oranžno-rjave, in jih bom v bistvu dala čez celoten pregib veke. Vidim, da nisem lih najboljša v delanju make-upa na sebi in pa govorjenju. Zdaj, naslednje vprašanje, ki ste mi ga postavili, je, da make-up nosiš, ker si bila nesamozavestna včasih. Tako, ta je spet taka, je pa ni res. Sigurno nisem začela make-upa nositi zato, ker bi bila nesamozavestna. Pač realno sem ga začela nositi zaradi tega, ker so ga vse punce začele nositi, pa ker imam pač doma mami pa sestro, ki sta ga tudi nosile, in je itak logično, da pač ga bi tudi jaz rada imela, oziroma da sem ga takrat želela nositi. V srednji šoli nekje
si seveda nisem predstavljala, v gimnaziji si jaz nisem predstavljala iti pač v šolo brez make-upa. Čeprav, če bi zdaj šla nazaj, me ne vidite pač, mislim, redko kdaj bi šla z make-upom v šolo, bi pač hodila brez in to je to. Bila sem mal nesamozavestna v tistem obdobju, ko sem imela ful akne, ko so se mi v bistvu začele hormonske akne pojavljati. To je zdaj po moje 5 let nazaj, nekaj tasga. In iskreno pač takrat nisem vedela, kaj naj naredim. Še več make-upa sem nosila lih iz tega razloga, kao da bi vse zakrila. Ampak je bilo logično še slabš, tako da na koncu sem v bistvu prišla do spoznanja, oziroma pri meni v glavi se je mogel narediti ta premik, da sem si pač rekla, da sem veliko več, kot sem moja koža na obrazu in delala sem vse, kar sem lahko v moji moči, pač kar je bilo v moji moči, da bi bila moja koža lepa oziroma brez aken in pač ni deloval, ker hormone ti ne moreš od zunaj pozdraviti, žal. In tako da sem se takrat pač sprijaznila s tem in ko sem jaz nehala dajati tak poudarek na hormonske akne oziroma na to, kar je bilo na mojem obrazu, takrat je folk enostavno, ne vem kako bi temu rekla, pač niso več to gledali na te nepravilnosti na moji koži. In ja, in pol je pač časom prišlo do te točke, da sem šla v trgovino brez make-upa, sem šla na pijačo brez make-upa in zdaj mi je pač vseeno. Tudi če srečam kogarkoli, kjerkoli, pač pa nisem zrihtana oziroma kakorkoli, mi ni panika. Je pa tako, da se bom pa še vedno uredila, naredila make-up in frizuro in vse, če grem na nek dogodek ali pa kakorkoli, ker še vedno uživam v temu, ne delam tega zato, da bi prekrivala moje nepravilnosti, ampak pač enostavno mi je make-up cool, tako da to je to. Ok, naslednja predpostavka je bila: s tvojim dragim se trudite ustvariti družino, ampak vama ne uspe. No, ta je prva, ki je totalno false oziroma napačna, ja, napačna. Zakaj? Zaradi tega, ker s Klemnom definitivno še nisva na tej točki, da bi delala na družini oziroma na otroku. To sem že večkrat povedala in še kar nekaj časa bo tako ostalo. Pač enostavno nama je kul tako, kaj je zdaj. Seveda enkrat v prihodnosti, ja, ampak sigurno pa ne še zdaj v naslednjih 2-3 letih. Absolutno ne. Naslednja predpostavka je bila, da pijem kavo, kar je res. Pijem kavo, mislim, ne pijem kave vsak dan, pijem kavo v bistvu samo takrat, kadar jo rabim, oziroma takrat, kadar recimo imam delovno soboto, pa pač ostanem zelo zgodaj, takrat jo sigurno spijem. S Klemnom imava en tak ritual, da zjutraj, če skupaj jeva zajtrk, da tudi spijeva kavico. On vedno pravi, da sem ga jaz navadila piti kavo, da pač prej nikoli ni. Sem pa prešla, na začetku sem pila samo belo kavo, potem sem iz bele kave prešla na instant kavo, se pravi pač kavo z mlekom, ampak samo instant, turške nisem videti mogla. Zdaj mi je pa dobra samo še turška, tako da zdaj pa instant kave praktično ne pijem več in imava doma s Klemnom 2 različni kavi, se pravi on pije to instant, pa bolj to belo, oziroma nekaj med kavo z mlekom, pa nekaj med belo, no. Jaz pa pijem kavo z mlekom, ampak turško kavo in nekako se bi rada probala navaditi na čisto klasično črno oziroma brez mleka, samo turška kava. Enkrat v življenju sem jo spila, oziroma lažem, 2-krat v življenju sem že spila čisto turško kavo, mislim čisto, brez mleka in moram reči, da je bilo pestro, zanimivo in res me je držal, tako pol dneva mi je držal mojo energijo na vrhuncu. Naslednja predpostavka: obožuješ krzno, ne maraš pa živalskih vzorcev. Ta je spet narobe oziroma napačna, zaradi tega, ker je lih obratno. Imam rada ful živalske vzorce, oziroma v zadnjem letu do letu pa pol nekje sem se jih navadila in jih tudi nosim, pač na oblekah. Ampak ne maram pa krzna. Če že vidite, da imam karkoli tazga na sebi, je to vedno umetno krzno. Ne maram kupovati, ne maram nositi pravega. Ni mi kul, da folk še vedno to nosi, zaradi tega, ker je toliko različic iz umetnih materialov, ki pač enako doprinesejo k toploti oblačila ali kakorkoli. Tako da mislim, da se pač ne bi rabili več ubijati živali za to.
Ok, za notranji kotiček bom vzela od Anastazije Beverly Hills So Hollywood osvetljevalc in ga bom s takim ploščatim čopičem v bistvu samo kot podlago po tem pigmentu nanesla na, se pravi, notranjo tretjino. Na Pretty Little Thing, čeprav sem mislila najprej z uredne spletne strani naročiti, tole so Peaches Makeup in tale konkretno je v odtenku Gatsby. Se pravi, njihovi pigmenti, najdla sem jih na Instagramu, pa vem, da jih kar ene par punci Slovenije že uporablja, tako da sem rekla, da bom naročila za sprobati 3 odtenke. 2 sta taka dost uporabna, en je pa tak malo bolj za ustvarjalne make-up looke in upam, da ga bom čim prej lahko sprobala na kakšni punci. Tale 2, ki sem pa rekla, da sta pa malo bolj taka običajna, sta pa Gatsby, ki je malo bolj tak nekaj med srebrno pa zlato. Sploh ne vem, taka krom barva je. Dynamite je pa tak oranžno, bakreno zlat, tako da danes bom jaz probala Gatsbyja, da se bo pa pigment dejansko prijel na moje veke. Bom pa uporabila od Sephora 24 Hour Eyeshadow Primer. Glitter Guard se imenuje, kar pomeni, da je namenjen prav za bleščice in pač pigmente. Stisnila si ga bom mečkano zadnji na roko in ga s čopičem lepo pretapkala čez in potem direktno s tem nadaljevala. Naslednja predpostavka je bila, da sem krščena in verujem v Boga. In bom tako rekla, prvi del je resničen, se pravi, bila sem krščena, imam narejen verouk in birmo, ampak ne verujem oziroma nisem verna. Bom pa tako rekla, nisem pa strastni zagovornik za karkoli drugega, tako da... wow. Ok, iskreno, jaz nisem tega pričakovala. Kako se to svet? Najbolj se pa v bistvu nagibam k temu, da ne obsojam, ne nočem vsiljevati svojega mnenja in svojih prepričanj drugim. Zaradi mene, jaz vedno pravim, da mi je vseeno, če ljudje verjamejo v vesoljce, pa v morske deklice zaradi mene. Vseeno mi je, dokler so pač ljudje prijazni. Pri tem sem jaz. Dajte mi pa v spodaj napisati v komentarjih, ker me res zanima, a vi verjamete, a ste verni? Če ste verni, v kaj verjamete? Začela bom z Mišino Perfect Cover BB kremo. Jaz jo imam v odtenku 27. Nanesla jo pa bom v bistvu samo kot podlago pred dejanskim pudrom in sicer na ta predel, ker, kakor vidite, imam mečken podivjano kožo tukaj. In zato, da pač ne rabim 5 kg pudra gor dajati, bom najprej z BB kremco prekrila na tej strani. Za puder bom pa uporabila mešanico mojega najljubšega Estee Lauder Double Wear in pa drugega najljubšega Fenty Beauty Hydrating Longwear Foundation. Zmešala jih bom skupaj in nanesla čez celoten obraz. Ok, zdaj naslednja predpostavka je bila, da imam rada suši. Ja, to je res. Na začetku ga nisem imela rada, oziroma mi ni bil toliko dober, niti me ni imel, da bi ga ful probala. Potem mi je pa ena prijateljica povedala, da je ful odvisno od tega, iz kje imaš suši, oziroma pač, da mora biti dober suši. In me je odpeljala pač v eno japonsko restauracijo, oziroma smo naročile na dom punce. In je bil bolan in zdaj pač suši jem, na vsake toliko ne jem ga skozi, ker je iskreno tudi malo drag, ampak takrat, kadar mi pa zapaše, se pa pač rada najem z sušijem. Ok, naslednja predpostavka je bila, da sem deloholik in da sem tudi ful samozavestna, to je bilo skupaj. Zdaj, kar se tiče deloholika, bi jaz rekla, da ja, zaradi tega, ker to se najbolj vidi pri temu, ker ko imam fraj dan, pa ne govorim čez vikend, ampak ko imam fraj dan čez teden, tudi to si kdaj vzamem, ker je pač treba, sploh takrat, kadar delam sobote in petke in svetke med maturantskimi plesi.
V glavnem, to se najbolj res takrat vidi, ko sem frej, ker mi je toliko dolg čas, ker ne znam biti na mer, skozi bi nekaj počela, dolg čas mi je, čuden se počutim oziroma feeling imam, da zapravljam čas, ki bi ga lahko vložila v nekaj drugega takrat oziroma nekaj konkretnega naredila v tem času. Tako da ja, bi rekla, da sem, ampak samo za zadeve oziroma za tiste stvari, ki so mi pri srcu, se pravi, to, kar jaz opravljam za mojo službo, mi je pri srcu, logično, zaradi tega tudi to delam, drugače pač bi šla sam v eno podjetje in tam delala za unih toliko in toliko evrov na mesec, imela 8-urni delovnik in pač bi bilo to, ampak sem se odločila iti na pač samostojno pot, tako da obožujem svoje delo. Drugi del te predpostavke, se pravi, da sem pa zelo samozavestna, bi pa rekla, da je tako. Ja, sem samozavestna, ampak so tudi trenutki, ko se meni kaj podre, oziroma ko imam jaz trenutke nesigurnosti, dajmo temu tako reči, in se mi pač zdi, da, ne vem, ali da nisem dovolj dobra, ali da mi ne gre vse tako, kakor sem si zamislila, pa me pol to podre, ali da, ne vem, da sem sposobna več, pa da sploh ne vem, kako bi prišla do te točke, pač, da bi pokazala vsega, kar sem sposobna. Tako, no, so trenutki, noben ni popoln, vedno se najde tudi tisti, ki so najbolj samozavestni, pa imajo najbolj life zrihtan, pa upedenan, pa ne vem kaj vse, vedno se najde nekaj, kar te pač lahko vrže iz tira, ali pa ti ne gre čistko, kakor si si zamislil, ker life happens. Nadaljevala bom kar z korektorjem. Tale je od Makeup Revolutiona v odtenkih C6 pa C2. C6 je v bistvu čist v redu, samo za takrat, ko se mi zdi pa, da rabim mečken več osvetlitve pod očmi, si jo dam pa še C2 kar vmes. Ok, jaz sem si kar naredila podlago, ker drugače bo ta video čist predolg. Zdaj bom šla na contouring, highlighting in lička na splošno. Ful rada uporabljam tole Makeup Revolution paletko, vam bom zdaj pokazala koliko. Tako da praktično teh dveh barv že skoraj ni več. Nažalost jo iščem po DM-ih, ker vem, da pač prodajajo to znamko v DM-u, ampak neuspešno. Posod je ali razprodana ta paletka, ali se pa ne da več dobiti, tako da, če ne drugega, jo bom mogla naročiti na njihovi uradni strani, oziroma na ličila.si, ker jo bom rabila slej ka prej. Danes v glavnem bom uporabila to paletko skupaj z Bahama Mama bronzerjem. Naslednja vaša predpostavka je pa tudi bila, da veliko zapravim za make-up. Včasih sem zapravljala veliko za sebe in za stranke, se pravi za moj osebni make-up in za make-up, ki ga uporabljam na strankah, ker namreč jaz imam ločeno ta dva make-upa. Zdajle trenutno, ko se mažem z mojim make-upom, s tistim, ki delam na strankah, je ponavadi v mojem make-up kufru oziroma v kovčku, kjer imam vse pač pospravljen. In včasih sem za oboje veliko zapravljala. Zdaj, ker sem pa že toliko časa v bistvu v tem poslu, pa dejansko zapravljam samo še za stranke oziroma nakupujem samo še tiste stvari, za katere vem, da so dobre. Ok, še preden grem na contouring, bom uporabljala od MAC bronzer. Vedno si mečkan otoplim lička. Nekako sem se zdaj navadila na to tehniko, da gre bronzer pod contouring in pa pod blush. Ne vem zakaj, ampak mi je ful všeč, kako izgleda, malo bolj naravno, pa mečkam bolj zablenda vse produkte, ki grejo pol na lička. Ok, za highlighter bom uporabila istega, ki sem ga že prej dala na oči. Evo, zdaj se pa vrnem nazaj k očem in sicer bom dokončala še spodnjo linijo, dodala trepalnice, potem so usta na vrsti in je ta božično-novoletni make-up končan. Ok, imam še dve predpostavki, ki ste mi jih postavili. Prva je, da imam povečano rit. Zdaj, jaz ne vem, iz kje to izhaja. A je to se pač en samo zafrkaval ali je resno mislil, ampak ne, nimam povečane riti. Moja rit je naravna, veliko je hrane, malo je genetike, pa veliko športa, tako. Sama po sebi je že od nekdaj malo večja,
ampak ni pa popravljena, tako da ne vem, kaj ne rečem. Zadnja predpostavka je pa, da sem v srednji šoli bila strastna žurerka. Kar je res, ja, bila sem. Mislim, da se je začel žurati, ko smo začeli ven hoditi. Je bilo, kdaj, konc drugega letnika, mislim da, nekaj tasga. Tako, da se je zares konkretno začel ven hoditi. Takrat sem se jaz rada pohecala, da sva s to prijateljico, ki sva skozi ven hodile, praktično živele v cirkusu. Cirkus je bil takrat lih na novo dobro odprt. V glavnem, ful lepi spomini na ta žurerski čas, ali kako naj temu rečem. Pol pa itak, tako kot za vsako stvarjo, pač enostavno ni se nam več dal. Zdaj recimo si ne predstavljam vsak vikend hoditi ven žurati, sploh pa ne na tak način, kot sem včasih hodila. Ja, ampak je bilo pa zabavno takrat, ko smo hodili ven. Cirkus je bil definitivno eden izmed bolj takih obiskanih diskačev. Pol včasih, dokler je še bil Bakus, smo v Bakusa ful hodili. By the way, tam sva se s Klemnom spoznala oziroma ta prvič tako pokonektala. Kaj je še bilo? Top je bil pol tudi v prvem letniku faksa. Zdaj pa, da res ne bo predolg video, grem jaz tale del dokončati in se vrnem nazaj še na ustance in je to to. Cel make-up je skoraj že dokončan, jaz sem si dala trepalnice gor, mečkom bolj dramatične, zaradi tega, ker je celoten make-up na očeh malo bolj vava-vum. Bom pa uporabila od MAC-a lip liner v odtenku Whirl in pa šminko v odtenku Half and Half. To je moja klasična standardna kombinacija. Na koncu bom dala še od Fenty Beauty Gloss Chase. Evo, prišli smo do konca videa. Jaz upam, da ste uživali in ste zvedeli kaj novega o meni z vašimi predpostavkami, ki sem jih sprejela oziroma ovrgla. In ja, to je to. Če vam je bil make-up všeč, ne pozabite v spodaj pod videom klikati na like. Ne pozabite se naročiti na moj YouTube kanal in slediti na Instagramu Katja Spanka. In to je to. Hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednjič. Čau!